optično prepoznavanje dokumentov oziroma OCR in hitro knjiženje. Pozdravljeni. V posnetku vam bomo razložili uporabo optičnega prepoznavanja dokumentov in prikazali hitro knjiženje. Najprej razlaga, zakaj sploh gre pri tem. V sodelovanju z večjo računovodsko hišo smo na podlagi njihovih potreb s slovensko programsko hišo Algoritmik integrirali OCR in hitro knjiženje v naš program. Kot veste, dobijo računovodski servisi veliko število prejetih računov za poknjižiti in je bila želja knjiženje čim bolj avtomatizirati, olajšati obdelavo, narediti vse čim bolj pregledno in najbolj pomembno, prihraniti računovodji čas. Računovodja pridobiva prejete račune v različnih oblikah, ali preko maila, torej PDF dokument, preko e-računa, to pomeni uvoz e-računa preko ZZI ali ročni uvoz, kar sem že prikazal na enem od prejšnjih videoposnetkov, in pa seveda, torej na žalost, v papirnati obliki. Optično prepoznavanje dokumenta cilja ravno situacijo, kjer dobimo PDF obliko dokumenta. Pri tem ni važno, ali si ga shranimo iz maila ali ga poskeniramo sami. Po starem sistemu je morala na to računovodkinja ročno pregledati dokument, razbrati dobavitelja, številko računa, vrednost na računu in ročno poknjižiti prejet račun v svoj računovodski program. Kaj pa, če bi namesto nje to opravila umetna inteligenca? OCR je namreč ravno to. PDF dokument se direktno iz kalkulusa pošlje v prepoznavo umetni inteligenci, ki dokument prebere. Posebni algoritmi preberejo podatke in jih prenesejo direktno nazaj k vam. Te podatke moramo vse na začetku še ročno preveriti in potrditi. Namreč, umetna inteligenca se na podlagi dokumentov sproti uči in v primeru, da bomo pred potrditvijo določen podatek popravili, bo naslednjič prebran podatek pravilen. Po izkušnjah naših uporabnikov je uspešnost učenja na napakah zelo visoka. Višina podatkov na računih, ki se ponavljajo, je pravilno prebrana takoj. Če gre pa za res ekspliciten primer, na primer nek res čuden račun iz tujine, je treba biti na začetku pazljiv. Kot rečeno, izkušnje uporabnikov so zelo dobre, marsikatera stranka je bila navdušena in je bilo samo žal, zakaj se ni za to odločila že prej. Glede same implementacije, če vas bo OCR zanimal, se lahko obrnete na našo komercialo in se dogovorite za preizkusno obdobje. Pri tem boste dobili testno licenco in OCR ključ. Za vse nastavitve in učenje uporabe poskrbimo mi. V primeru, da nimate skenerja, vam lahko predlagamo in dobavimo model, s katerim delamo tudi mi. Strošek licence in obdelava posameznega dokumenta vam bojo pa predstavili z strani komerciale. Poskusite, ne bo vam žal. No, potem pridemo pa na drugo, to je pa hitro knjiženje. To je pa tisto, kar gledamo zdaj na ekranu, ko imamo že pripravljen video za naprej. In sicer, kot že samo ime pove, je hitro knjiženje s pomočjo računovodij razvit uporabniški vmesnik, ki olajša delo računovodij pri obdelavi večjega števila prejetih računov. Pri tem ni važno, na kakšen način so bili računi vneseni v sistem. Lahko se avtomatsko uvozijo iz ZZI-ja ali ročno vnesejo preko vnosa za optično prepoznavanje dokumentov. Potem ideja je bila, da računovodja hkrati na istem ekranu vidi vse, kar se tiče prejetih računov. Torej, zgoraj vidi seznam prejetih računov, potem vidi knjižbe na teh prejetih računov in desno predogled dokumenta, katerega knjiži. Ključna beseda je hitrost in enostavnost obdelave pri veliki masi podatkov. Na srečo gre tehnologija naprej in velika večina uporablja vedno večje monitorje. Zakaj torej ne bi izkoristili velikosti in hkrati na istem ekranu prikazali čim več podatkov? Do sedaj so računovodkinje delale na način, da so imele pred sabo dokument, kateri so knjižile. In pri tem so seveda vedno pogledovale iz dokumenta nazaj na ekran in spet nazaj na dokument. Ali pa so imele dva monitorja in potem je izgledalo knjiženje kot ogled teniškega dvoboja z nihanjem glave levo-desno. Zakaj, če ni potrebe, ne? Vse lahko imate na enem monitorju. Povedal bi še to, v večjih firmah imajo zaposlene, ki skrbijo samo za vnos došlih faktur. Torej, uslužbenka pripravi prejet račun v statusu prejet, vnese dobavitelja, številko računa in znesek. Veliko je računovodskih servisov, katere stranke tudi delajo v kalkulusu.
Če torej tako računovodja kot uporabnik delata na isti bazi podatkov, lahko uporabnik sam vnese prejet račun ter ga potem pripravi za računovodkinjo, ki ga samo še poknjiži. Ko so enkrat prejeti računi v programu, pride pa v upoštev hitro knjiženje. Zakaj bi torej stranke došle fakture pošiljale po mailih, nosile v fasciklih ali kako drugače dostavljale računovodji, če lahko za to uporabijo program? Hvala vam za vašo pozornost. V naslednjem videu vam bo moja sodelavka Teja pokazala najprej optično prepoznavanje dokumentov, potem pa še hitro knjiženje. Pozdravljeni. V naslednjem videu vam bom predstavila optično prepoznavanje računov algoritmi QCR in obdelavo računov kot funkcijo hitrega knjiženja. Najprej si pripravimo mapo z datoteko, v katero si bomo shranjevali PDF dokumente. Lahko jih shranjujemo posamično ali kot skupinsko, kar pomeni, da imamo več dokumentov v eni PDF datoteki. V modulu Nabava gremo v prejete račune. Na pregledu prejetih računov je na voljo zavihek Opravilo in če kliknemo na puščico na tem zavihku, se nam odprejo naslednje možnosti. Optično prepoznavanje računov, preveri račune v obdelavi in pa obdelava prejetih računov oziroma hitro knjiženje. V prvem koraku si izberemo optično prepoznavanje računov, s katerim pošiljamo, odpre se nam pojavno okno, s katerim pošiljamo račune v prepoznavo. To lahko izvedemo na več načinov, kot optično branje, kjer lahko skeniramo dokumente in izberemo en dokument naenkrat ali več dokumentov hkrati. Druga možnost je z uvozom datoteke. Lahko izberemo ena datoteka, en račun, si poiščemo v mapi posamezne dokumente, ki jih potem prenesemo v to pojavno okno, s katerim bomo potem poslali v prepoznavo. Druga možnost pa je uvoz datoteke, ena datoteka, več računov. Si v mapi poiščemo skupinski PDF in ga prenesemo v to pojavno okno, s tem, da preverimo PDF, šele nato uvozimo prejete račune. To dejanje zaključimo z pošlji. S tem pridobijo računi, ki so v seznamu, ključe in pa vložne številke, po katerih lahko dokumente potem tudi iščemo. To opravilo pa zaključimo na zavihku konec. Naslednji korak, ki ga izvedemo, je preveri račune v obdelavi. To preverimo, če so računi bili prepoznani in pa vrnjeni k nam v obdelavo. S tem tudi dobimo informacijo, v kakšnem stanju je dokument, ali je račun že obdelan in če so bili vsi računi tudi prepoznani. Ko je stanje po uvozu, da so vsi računi obdelani, sledi še zadnji korak in to je obdelava prejetih računov. Po kliku na opravilo se odpre pojavno okno, ki je razdeljeno na razdelke.
Na levi strani zgoraj je prikazan seznam vseh prejetih računov. Levo pod seznamom računov je prostor, kjer se po izbiri posameznega računa pojavijo podatki iz glave računa, to pomeni partnerji, datumi in pa tudi knjižbe na računu. Na desni strani pa je prikazan PDF s predogledom računa. Po obdelavi računov preverimo podatke partnerja, datume računov, zneske računov. Vkolikor se karkoli ne ujema, popravimo in pa shranimo izbran račun. V seznamu prejetih računov se dodajajo kljukice, s katerim se označuje, katere račune lahko zaključi in pa poknjiži. Po obdelavi vseh računov pa samo na zavihku končaj in shrani označene, zaključimo račune in končamo s hitrim knjiženjem. Ob shranjevanju se sprožijo ustrezne kontrole, če je karkoli narobe, da manjkajo podatki ali račun ni uravnotežen, ne pusti končati. Po shranjevanju tudi obvesti, kateri računi so bili uspešno shranjeni in pri katerih so bile napake. To bi bilo za ta video tudi vse in pa hvala za vašo. Ja, hvala za vašo pozornost. Tule je sodelavki, sicer sem malenkost prehitro video zaključil. V glavnem, če vas bo karkoli zanimalo, se obrnete na našo komercialo. Če boste rabili prikaz, vam lahko računovodkinja to tudi v živo prikaže. Tako da zaenkrat je to vse. Hvala.